Eno slabo novico imam za vse nas in stvari so se spet začele komplicirati, ne zaradi nas, ampak zaradi tega, ker so se nasprotniki našega predloga začeli organizirati in delajo vse, da nam ne bi uspelo. O čem govorim? Prejšnji teden smo zmagali na odboru, marsikdo si tega ni predstavljal, marsikdo je mislil, da se to ne bo zgodilo, tudi mi sami ne, ampak po tej zmagi se začnejo stvari zelo hitro odvijati vnaprej, zaradi tega, ker je v bistvu tako, da se potem začne dogovarjati, kdaj bo o tem glasoval celoten Evropski parlament. Torej, kdaj se bojo glede tega mogli izjasniti vsi poslanci in poslanke. In nek prvotni plan in logično sosledje bi bilo, da se bo o tem odločali na novembrski seji, torej konc novembra. Ampak v zadnjih dnevih so se naši prijatelji na nasprotni strani odločili, da to ustavijo in da se o tem predlogu ne bo glasovali zdaj, ampak šele konc decembra oziroma začetek januarja. Zakaj je to za nas slaba novica? Zaradi tega, ker kaže, da so začeli blokirati samo glasovanje glede tega, to je prva stvar. Druga stvar pa je, da ga prestavljajo čim dalj, ker planirajo razne napade in razne manevre, da se nas ustavi. Več časa, ko imajo, večjo možnost imajo, da nam oduzamejo še tistih nekih glasov, ki smo jih imeli in da vse stvari skupaj spremenijo. Torej, v resnici je to na nek način napoved tega, da bo bitka ostra in da nas čaka en kup stvari. Torej, po najbolj zadnjih informacijah je tako, da se od naši resoluciji še ne bo glasovalo novembra, ampak da bomo mi mogli zdržati do konca decembra oziroma januarja. Tako bom rekla, mi smo bili v resnici precej žalostne in sesute, ko se vse skupaj, ko smo zvedle, da se je to zgodilo, zato ker v resnici tudi oni vejo, da nas morajo izčrpati. Vejo, da mi delamo s hudim tempom, vejo, da se ne ustavimo, vejo, da smo na koncu naših moči in vejo, da je v resnici izjemno težko, kar se dogaja. In zaradi tega več časa, ko imajo, večja verjetnost je, da bomo mi zbolele, da bomo mi odpovedale, da bojo pač ljudje se začeli odmikati, zaradi tega, ker je to pač tempo, ki je res hud. Ta odločitev v resnici kaže, da lahko v teh naslednjih tednih pričakujemo marsiktere napade, marsiktere stvari, v katerih si v resnici sami ki si jih sami še nismo želeli predstavljati. Ampak mi smo trmaste in mislim, da kar ne vejo, je to, da smo mi pripravljene to bitko izgubiti. In da smo šle že na glasovanje prejšnji teden z zelo jasnim sporočilom, mi lahko to izgubimo, vse je, ker delamo pravo stvar. Druga stvar, ki pa ne vejo, je pa to, da bolj, ko nam nagajaš, bolj pokončne smo in več bomo delali, vsaj večina od nas. In zaradi tega sem jaz zdaj tukaj še naprej v Parizu. Čez 20 minut se dobim Saro Dorje. Ne vem, če se spomnite, to je ta punca, ki je v Franciji upisala splav ustavo oziroma začela s to pobudo in kampanjo in bova začeli s planiranjem naslednjih korakov, kaj vse so stvari, ki jih mi lahko naredimo. In hkrati se začenjamo pripravljati na hearing v parlamentu, ki bo 2. decembra in nabirati ljudi, ki bojo po celi Evropi prišli, da nas podprejo. Slabe novice, težke novice niso okej za nas, težko nam bo, težje nam bo, bojimo se, kaj vse nas čaka v prihodnjih tednih, ampak mi se tudi fucking ne damo in to vi veste. In zato bomo delali naprej in zato se ne bomo ustavile in zato pač smo zdaj en del ekipe v Bruslju, en del v Sloveniji, vsi delamo in delali bomo še naprej. Probali bomo pa še kaj narediti na način, da bomo tudi mi mogoče kdaj korak naprej. In bomo probali najti načine, da tudi mi še kaj dodatno speljemo in da naredimo še kakšne dodatne stvari. Tako da jaz pač grem zdajle Saro videti in začeti planirati naprej, potem imamo še kup sestankov, jutri imamo en ful pomemben sestank, držite pesti in se vam skozi javljamo. Očitno pa je, da bomo mogli v tej bitki vsi skupaj ostati še vsaj 3 mesece na polno noter in rabimo vsako vašo podporo, vsak vaš komentar, to, da ste z nami in da to delamo skupaj, ker to je naša slovenska kampanja, slovenska zgodba, skupaj spreminjamo svet. Tako da, lepo se imejte
in imejte lepo nedeljo in se kmalu spet slišimo.